SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu. Kar naenkrat se je zdelo, da je vlada dobila novo afero in če je bil kdo morda na nasprotni strani, je v trenutku postal človek, ki je tam z neko idejo, predvsem pa zato, ker ga nekdo plačuje. Ampak ni vedno vse tako enostavno, sploh ko gre za politiko in sploh ko gre za poročanje. Zato je morda najlažje, če se strokovnjaki, ki to so, pogovarjamo več kot 2 minuti. In zato smo danes v studio povabili Rajka Pirnata. En lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Ko sem razmišljal, o čem bova govorila, so se teme pisale kar same, sploh v tem tednu. Ne? Začelo se je pač tako, da je televizija razkrila novo afero, tokrat je v glavni vlogi, če lahko temu tako rečeva, predsednik vlade, ki je dopustoval pri prijatelju, potem pa smo se seveda začeli spraševati, kje je ta meja, ko si pri prijatelju zgor na počitnicah, ali pa ta prijatelj dobi morda še kaj v zameno in tam ste kot pravnik, ne, in to ste že dolga leta, če lahko rečeva od leta 1990 ste vpeti v ta politično pravni sistem naše države, se pravi od začetka naše države, podali svoje mnenje. Pa vas danes vprašam zdaj, ko ste bili zvezda na televiziji v narekovaju, no, a vas je presenetil odziv tokrat politike na vaše pravno mnenje o tej stvari? Težko reči, da me ravno presenetil, ker seveda najbrž je kot prva reakcija res bilo pričakovati. Ampak potem pa sem pričakoval vsaj, da bodo neko samorefleksijo vendarle naredili in ta del me je pa presenetil. Tudi torej zlasti, ko bi rekel, pritlehnost diskreditacije pa me je sploh presenetila. No. Tega iz te vlade nisem pričakoval. Res je, da je zelo obremenjujoče to za vlado, to popolnoma razumem, ampak to breme bodo morali sprejeti. Se mu sploh ni mogoče izogniti in da je samo vprašanje, ali bodo prevzeli odgovornost, torej konkretno, ali bo predsednik vlade prevzel odgovornost, ali bodo vsi nekako ga podprli, prevzeli to breme nase in bodo potem to plačali na volitvah. Sej, samo to je vprašanje. Ja, tukaj se odpira en kup vprašanj, pa bi vam jih morda postavil za lažje razumevanje. Odgovor kabineta predsednika vlade, pa tudi poslanca, ki je branil odločitev oziroma delo predsednika vlade, je bil, poglejte, ne gre za turistični kompleks, gre za prijateljevo vilo, ki so jo koristili za 3-kratni oddih. Po drugi strani pa tudi funkcija, ki jo je ta prijatelj v narekovaju dobil, ne, gre seveda za podjetnika, ki morda te funkcije res ne potrebuje, češ da služi dovolj drugje, je praktično neplačana. Govorimo o nekaj 10-70 evrih na sejo, ko je pač nadzoroval in spremljal delovanje celjske bolnišnice. Kako na to odgovarjate? Ne? Tukaj gre za neko, češ sej praktično ni nobenega darila, ki bi si ga izmenjevali. Ne? Najprej darilo je predsednik vlade dobil. Darilo je vrednost več kot tedenskega letovanja na hrvaški obali in to gre v 1000 evrov. Zdaj samo dejstvo, da se Subotič ne ukvarja z turistično dejavnostjo, nima tu popolnoma nobenega pomena. Gre za vrednost, ki jo je dobil predsednik vlade od Subotiča, ker je njegova vila. To je vendar vsakomur jasno, da je to darilo bilo dano. Veste, če jaz dam, kot sem rekel, nekomu zlatnik, pa mu rečem, ja, jaz sicer ne prodajam zlata. Ja, še vedno sem mu dal zlatnik in še vedno je ta vrednost bila prenešena. Torej, darilo je bilo dano. Zdaj, kakšno korist je Subotič dobil, v bistvu ni razvidno, ne vemo. Dajte, tu gre zlasti za vpliv. Gotovo ne potrebuje tistih 70 evrov in gotovo ne bi si nakopal na glavo dela, če ne bi zasledoval nek interes. Kakšen natanko, zdaj se veste, v zdravstvu se obrača zelo veliko denarja in predsednik sveta neke relativno velike javne bolnice ima precejšen vpliv. Tako da ne vem, zakaj. Gotovo pa ne 70 evrov in gotovo ne samo delo.
A lahko morda naivno vprašam, ne? Kaj pa, če je bil interes to, da pomaga? Naprimer, gre za nekoga, ki pa ima vpogled v gospodarske tokove, ki zna z denarjem, ki zna poslovati. Velikokrat si rečemo, pa zakaj nadzorujejo velike, ne vem, ustanove, državne ali pa bolnišnice ljudje, ki pojma nimajo, ne? Ta gospod ga več kot očitno ima, z Golobom sta se očitno nekje našla in je bil njegov interes, da pomaga državi. Glejte, to lahko tudi sprejmemo, čeprav je tu kar nekaj problemov. Prvič, svet javnega zavoda ni nadzorni svet gospodarske družbe. To je upravni organ. To je čisto drugačen način dela. Upravljanje javnega zavoda ni niti malo podobno upravljanju gospodarske družbe. Tako da izkušnje, kot se tudi končno pri predsedniku vlade vidi, izkušnje z gospodarstva so precej neuporabne v javnem sektorju. Tako da jaz težko sprejmem, da je tu posredi samo neka želja pomagati. Ampak tudi, če je samo ta želja in sam Subotič ni pridobil nobene vrednosti v zvezi s tem ali katerikoli iz njegovega povezanega kroga, je v vsakem primeru pa darilo bilo dano. Darilo, ki je zvezano s funkcijo predsednika vlade. To nikakor ni osebno darilo. Ja, zdaj še eno vprašanje, ki ga moram postaviti, ker se ga morda kdo sprašuje. Slovenija je vendarle majhna, ko dobimo vsakih nekaj let novo stranko, ta predvsem nima dovolj kadrov ali pa znanja, koga bi še kam postavila. In potem se ti zgodi to, kar se je zgodilo predsedniku vlade. Naprimer, on je nekje letoval in na koncu je ta človek, ki mu je oddal svojo vilo, postal, kot sva rekla, del neke državnega nadzora. A je to lahko posledica tudi tega, da v resnici v Sloveniji nimamo urejenega kadrovanja, bazena in da vsak pozna vsakega? In zato seveda to ne upravičuje Golobovega počitnikovanja, ampak ti dodaja še več opreznosti in previdnosti in predvsem neke modrosti, kaj počneš. Ne? Ja, zlasti to. Ja, bazen res ni velik. Ampak to pomeni, da moraš še posebej paziti, da ne povezujejo imenovanje za koristjo, ki si jo dobil. Tu je stvar preprosto preveč jasno in očitno povezana. Tako da že videz tega je dovolj. Ne? Že videz, veste, javnost mora verjeti, da deluje oblast pošteno. In žal ta videz je bil resno načet in kot že rečeno, jaz menim, da prav zelo, ker gre za enega od 3 najvišjih funkcionarjev v Republiki Sloveniji, on bi moral še posebej paziti. Pa če sam ne pozna pravil, bi si vnaprej moral pridobiti strokovno pomoč o tem. Ampak sej smo imeli afere, ki so bile toliko podobne, da je tisto, da hotel je pa hotel, to je nekaj drugega kot zased, to je popolnoma nepomembno. Tako da jaz preprosto mislim, da je to ena taka povezava lahkomiselnosti, arogantnosti oblasti in pa enih političnih dejanj, bi rekel, da ne bom kakšne hujše besede uporabil, ki so pripeljala do tega. Spomnim se, na Madžarskem je bila podobna afera, tam je njihov zunanji minister bil na jahti nekega madžarskega tajkuna, naprimer pa seveda potem praktično o tem ni ničesar govoril. Doma smo imeli opozicijskega predsednika stranke Janšo, ki so ga ujeli z gospodom Dimnikom, tudi na neki barki in Marčičem, naprimer, pa je to tudi nek krog, neki ves čas se govori, da nekdo krade, da nekdo dobiva denar na račun državnih sredstev, pa potem te naše politike dobivamo v krogu takšnih ljudi. A to načenja neko integriteto teh ljudi, ne glede na to, kaj se potem odgovori, pa nisem bil na vladi ali pa sej to je bil pa samo spanje, pa nima nobene koristi. To seveda verjetno načenja neko integriteto, na drugi strani pa KPK, a je to pravi organ, da reče, to pa ni bilo prav. Ja, no, če začnem na koncu, KPK je pravi organ, samo mora skrbeti za to, da mu ljudje zaupajo. In to je silno pomembno. Zdaj, ja, to načenja integriteto, žal ne samo teh politikov, to nek splošno raven integritete v družbi načenja in to je še hujši problem. Ja, tudi tisti primeri so
povsem podobni. Torej, gotovo je tudi obisk na jahti, zdaj ne vem, kaj je sicer vse obsegal, takrat je to nekako kar potihnilo, ampak ja, to je darilo. In enako seveda ta madžarski primer ga niti ne poznam, ampak na Madžarskem človek lahko marsikaj pričakuje, vendar mislim, da morali imeti precej više standarde v naši državi, kot so na Madžarskem. Ta uvod sem naredil zato, ker sam kot novinar sem dolga leta spremljal in se mi zdi, da vedno so, kot ste rekli, prišle neke take afere, potem pa je bilo samo odvisno, s katere strani so prišle in katera obsodba je seveda komu bolj prišla prav, ne? Potem pa malce potihnemo in pozabimo na to, ampak načeloma bi za vse moralo veljati isto. No, in ko sem gledal obrambo relativno mladega poslanca Svobode, ki morda nima tega zgodovinskega spomina, je rekel, ampak zakaj zdaj poslušamo nekega gospoda Pirnata, vendarle je on ves čas v konfliktu tudi z našo vlado. Pa vam bom zdaj mogoče postavil kakšno vprašanje, Salonit Anhovo, a ste bili v konfliktu z vlado, če date svoje mnenje, če vas najame? Prvič, niti nismo bili v konfliktu z vlado, v konfliktu smo bili z državnim zborom, kjer je pod vplivom nevladnih organizacij pač ena varianta predlagala, ki je po mojem prepričanju nesorazmerna, ker če bo zares uresničena, pa zdaj se kaže, da je pravzaprav zares ne uspejo uresničiti. Ker če bi bila pa zares uresničena, to pomeni zaprtje cementarne Anhovo. Dobro, jaz lahko spremem, zaprimo cementarno Anhovo in imamo v Sloveniji cementarne, ampak to je treba potem upoštevati, da ima to neke gospodarske posledice. Jaz ne vem tehnično, kaj se še da vse tam narediti, kaj ne. Gotovo pa bi bila boljša smer čim bolj omogočiti seveda investicije v izboljševanje tehnologije. Ampak to je zdaj recimo ena stvar. Vlada tam ni zavzela tako odločnega stališča, vladajoča koalicija da, ne pa vlada. Vlada v smislu upravnega aparata se je zavedala, da prvič je to v neskladju z evropskim pravom, ker gre onkraj nekih standardov, ki jih predpisuje Evropska unija in vlada tam ni bila, se veste, vlada tega zakona ni predlagala, ta zakon so predlagali, v bistvu je bila ne vem, predlog je prišel iz nekih nevladnih organizacij. Ja, zdaj... Se pravi, in to pride, vas reče, mi pa potrebujemo pravno mnenje in to je to. Ja, to je, lejte, s tem se ukvarja. Tako, no, tudi vodim inštitut, ki mora živeti od tega, tam so zaposleni, ki jim je treba plače izplačevati, stroške je treba pokrivati in to delamo, ja, seveda. In tudi sam osebno, ne pišem jaz vsega osebno, sam to morate razumeti, podpisam pa sem na vseh, ker sem direktor. Tako da to mogoče se mi tudi malo preveč pripisuje, ampak v vsakem primeru to je, s tem se ukvarjamo kot dejavnostjo in pazimo, da nismo v konfliktu interesov v posameznem primeru, torej da ne bi v isti zadevi svetovali tej in drugi strani, to je popolnoma nesprejemljivo. Ampak da bi bili pa v tem političnem smislu v konfliktu interesov, to pa sploh ni relevantno. Zdaj se je v državnem zboru, no pa tudi na vladi, veliko seveda energije vlagajo v to zdravstveno reformo, na katero so veliko stavili že ob volitvah in obljubljali, da se bo to vendarle izvedlo in tudi res bi bilo potrebno. In tudi tam so naleteli morda na veliko nasprotovanje, v tem bo vam kakšno rekla še naprej, ampak naprimer obtožba je bila tudi, saj tudi tam je naprimer v konfliktu z nami. Kako torej pojasnjujete pa to vaše stališče, ki je bilo objavljeno na strani zdravniške zbornice in vas moram vprašati, a oni so vam plačali za to mnenje? Ne, torej oni niso za to nič plačali, niso niti naročili, samo vprašali so, ali lahko posnamejo moje mnenje o takrat še predlogu zakona in to sem jim dopustil. Približno takole kot tudi vam, ker tudi vi mi ne boste nič plačali in ne pričakujem. Tako da, a veste, eno je seveda tisto, kar poklicno delam, pišem mnenja oziroma druge pravne storitve opravljam in o tistem praviloma ne dajem javnih izjav. Drugo je pa seveda moje javno nastopanje, jaz sem le človek, ki ima svoje prepričanje in ki ga pove. Znam ga pa tudi utemeljiti, zato morda je komu tudi koristno.
V zvezi z tem zakonom imam že od samega začetka prepričanje, da temelji na neki skrajnih pogledih, ki prihaja spet iz nevladnih krogov. Problem pa je, da so skrajni. Veste, nevladni krogi lahko upoštevajo samo en skrajni pogled in ne upoštevajo drugih. To je bilo tako v primerjavi cementarne Anhovo, kot je tudi te skupine pritiska oziroma nevladne skupine, ki se pojavljajo v zvezi z zakonom, v bistvu je zakon zdravstveni dejavnosti, njegove spremembe. In tisto, kar je treba bilo nekoliko uravnotežiti to, mislim pa, da ni uravnotežen. In mislim, da daleč preveč temelji na nekem podrejanju zlasti zdravnikov, pa tudi drugih zdravstvenih delavcev, v upanju, da z obvladovanjem bomo pa javni sektor ohranili. Žal, ne vem, ali to vedo, morda je celo kakšna zarota zadaj, ampak to bo vodilo v slabitev javnega sektorja na področju zdravstva. To me skrbi. Jaz sem že večkrat poudaril, da javni sektor na področju zdravstva bo ostal in se krepil samo, če bo deloval enako po nekih običajnih gospodarskih računicah, ki veljajo tudi za zasebni sektor. In če tega ne bo mogel preživeti. Ni konkurenčen ne na trgu delovne sile, ni konkurenčen ne pri nabavah, ni konkurenčen pa tudi pri izvajanju storitev potem. In zdaj imamo pa problem, prav v tem zakonu naprimer piše, da bo praktično javnim zdravstvenim delavcem, razen res v redkih izjemah, onemogočeno dodatno delo pri tistih čistih zasebnikih. A je to za vas, vi ste pač vendarle pravnik, a je to sprejemljivo, a to sploh gre skozi te pravna določila, vse to, kar pač velja v pravu? Ja, glejte, torej o tem je sicer že odločalo Ustavno sodišče, ko je ureditev bila precej blažja. Takrat je celo sprejelo, da gre za ustavno skladno omejitev. Torej je potrdilo, da to je omejitev svobode dela, posebne ustavne pravice, in da pa je zaradi, in takrat se je v glavnem osredotočilo na počitke delavcev, ki morajo biti zagotovljeni, da je za njihovo varstvo treba zagotoviti, da ne delajo preveč. To je sicer malo nenavaden argument, ampak lahko ga sprejmemo, če bi zaradi dela v javnem sektorju in potem še dodatnega dela v zasebnem sektorju zdravstva res delali preveč, bili utrujeni, kar bi postalo nevarno za paciente. Ampak sedanja prepoved je šla pa daleč več, torej ni prepoved v tem, da ne smejo preveč delati, ampak je prepoved, da sploh ne smejo v zasebnem sektorju delati. In mislim, da taka prepoved ne vzdrži ustavnosodne presoje načela sorazmernosti. Bomo sicer videli, stvar bo gotovo prišla na Ustavno sodišče, ne samo glede tega, torej tisti del, kot celo sta sama ministra opozorila, tisti del je nesporno in očitno neskladen z ustavo, ampak tu je neka ideološka zaslepljenost, ki kar naprej ponavlja eno in isto, torej iz popolnega nerazumevanja, da ne smejo imeti dobička. Ampak dobiček je pravzaprav, oziroma donos na vložena sredstva je pravzaprav cena teh vloženih sredstev. V javnem sektorju je seveda ni, v javnem sektorju kar nekakih davkov vsi plačujemo. Zato je ekonomika javnega sektorja čisto drugačna. Ampak recimo na področju lekarn imamo že en primer pred sodiščem Evropske unije, pravzaprav na prvi stopnji, je bil zdaj vrnjen na tribunal, kjer je državna pomoč javni lekarni v razmerju do zasebne, pravzaprav obravnavana. In tisto, kar je zdaj popolnoma jasno, to pomeni, ja, lekarniška dejavnost je tržna dejavnost, ker samo pri tržni dejavnosti je vprašanje državne pomoči sploh relevantno.
Sodna praksa Evropskega sodišča tudi za zdravstvene storitve večinoma trdi, da so tržne zdravstvene storitve po svoji naravi, ker se plačuje storitev. In temu bi morali slediti pri spremembi celotne ureditve našega zdravstva. Ne discipliniranje zdravstvenih delavcev, ampak sprostiti možnost delovanja in na ta način pravzaprav ohraniti in izboljšati javni sektor. Tukaj je prej sva govorila, morda glas ulice, ko pridejo pred državni zbor pa rečejo, poglejte, tak zakon sprejmite, to bo rešilo naše zdravstvo. Precej jasen, če lahko zasebniki služijo in služijo veliko s tem našim denarjem, potem je nekaj narobe, ker če zdravstveni zavodi pa poslujejo z izgubo, a vidite, če ukinemo te zaslužke, bo vse v redu. To je takšno posplošeno mnenje in tako nekako so ga tudi poslanci potem potrdili, in res je, imate prav, finančni minister in ministrica za zdravje sta oba pred glasovanjem poslancem Svobode pisala pismo, češ to ne bo v redu. Prvič, verjetno bo Ustavno sodišče to stvar zavrnilo, po drugi strani pa tudi midva ne podpirava takšne rešitve, da to ne bo rešilo na koncu problema. To ne sem, da ga ne bo rešilo, še povečalo ga bo, ker dobro, zdaj to pomeni, da lahko da bodo vračali koncesije, ker je pol se jim sploh ne splača vlagati v to, da izvajajo koncesije in bo več čistega zasebništva in manj koncesije, ki so pravzaprav le oblika izvajanja javne službe. Zdaj, ja, gotovo je naloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da določi pravilne cene. Ampak to ne pomeni, da ne smejo imeti nobenega dobička, paziti morajo samo, da nimajo prekomernega dobička. Hkrati pa morajo zagotoviti dovolj visoko financiranje javnih zavodov. Nekaj je hudo narobe, da nima Zavoda za zdravstveno zavarovanje nobene izgube, ampak celo dobiček, največji javni zavodi pa imajo izgubo. Recimo, terciarni javni zavodi so velik problem glede financiranja. Veste, tja pridejo najbolj zahtevni primeri. Potrebujejo najboljše strokovnjake, potrebujejo najboljšo opremo in zdravljenje teh najhujših primerov je drago, zelo drago, nesorazmerno drago. In to mora financiranje upoštevati. Tako pa imamo mi tisto skupine podobnih primerov, ki so na neke povprečne bolnice še v redu naravnani, na terciarne ustanove, kot sta oba klinična centra, pa ne. Ampak to je samo ena disfunkcija. Disfunkcija, ki izhaja iz tega, da se ne upošteva zakon vrednosti pri delovanju javnega sektorja v zdravstvu. V resnici izgleda, kot da bi bili plačani po storitvah, pa niso. Na koncu se oblikuje nek program, tokle imamo denarja, tole lahko plačamo in potem pogosto javne ustanove ta program izpolnijo kaj do oktobra, pol delajo pa z izgubo in tako nastaja ta izguba. Tako da si to pravim, veste, javni sektor bi ohranili, če bi bolj upoštevali, da so to storitve, ki vendarle se upravljajo na gospodarski način. In ravno to, kar ste rekli, eden od protiargumentov je bil, dobro, če mi ne smemo imeti dobička, potem vi ne smete imeti izgube, ker v resnici je potem to neka uravnilovka, Ja, torej te logike sploh ne razumem pravzaprav, ampak ta logika je res čisto socialistična, kot da je izpred 45 let. Ja, se to je bil socialistični odgovor na socialistični predlog zakona, to je bil tako, Ta logika je pa zunaj razuma, to smo poskušali, takrat, to je bilo v gospodarstvu in pošlo vse navzdol, tako da o tem po moje ni niti smisla zgubljati besed. Sej jaz razumem, javna služba mora delovati v javnem interesu. Ampak v javnem interesu delovati na razumen način, ne pa na nerazumen način. To se mi zdi, da je bil odgovor prav na nerazumno pobudo, češ ne smete imeti nobenega dobička, čeprav se praktično ukvarjate s takšnim poslom. In morda še pod vprašanje, če bi to veljalo, ne vem, zdaj za zdravnike, tako pri zaposlovanju, kjer je zdaj neka omejitev, bi lahko morda kakšna druga vlada ali pa kakšna druga ideja
to probala potem tudi na šolskem, naprimer, področju. Vendarle imamo tudi v šolstvu težave, premalo učiteljev, naprimer, in tako naprej, ali pa tudi pri profesorjih, ne, pa bi rekli, ja, gospod Pirnat, vi pa v svojem inštitutu pa ne smete delovati, ne? Sploh pa ne živite. Ja, no, sej. Zdaj, šolstvo nikakor ni samo visoko šolstvo, jedro šolstva, vendar je osnovno in srednje šolstvo. In tisto je problem zlasti sveda v tem, da je premalo kadrov, ti odhajajo, ker so tudi preslabo plačani. Jaz veliko težavo pravzaprav pripisujem popolnoma enotnemu sistemu plač v javnem sektorju, ki ga nekako kujejo, kot da je največji dosežek eden največjih dosežkov te vlade, pa vam povem, je zmoten, temelji na popolnoma zmotnem pričakovanju, da se da tu vse nekako poenotiti, spet neka socialistična logika. Ampak to je mogoče za eno drugo razpravo. V osnovnem in srednjem šolstvu pravzaprav je problem drugje, ne, čisto drugačen kot v zdravstvu, sej ni nobenih čakalnih vrst. Problem je prvič, da je usposobljenih učiteljev premalo, starejši so, še poslabšala se bo ta situacija. Seveda standard znanja je pa vse večji. Žal je treba zdaj naučiti že v osnovni šoli več, tudi v srednji šoli več. Visoko šolstvo pa sploh specifičen problem. Visoko šolstvo je pa, mora biti tesno povezano z znanostjo. In dobro, na našem področju se malo težje govorimo, čeprav pravna znanost tudi obstoji, ne, ampak pravo živi v konkretnih primerih, pravo živi v življenju ljudi in tam seveda, če se ukvarjaš s pravom in moraš imeti tudi stik s prakso in znanje, moraš delati tudi to, kar jaz delam, kar delamo s kolegi na inštitutu za javno upravo. Na drugih področjih je pač drugače to. Tako da zdaj lahko seveda, da bi komu prišlo kaj takega na misel, ampak tudi celo nekega argumenta ni mogoče sfabricirati, ker kot rečeno v šolstvu, niti v visokem šolstvu ni čakalnih vrst. Delo je opravljeno in bistveno, zlasti za visoko šolstvo, je, da imajo učitelji stik z prakso, s tem, kako znanje, ki ga posredujejo, deluje v praksi. To vprašanje sem vam postavil kot nek izziv, zato da vrnem žogico morda za nazaj. In ravno to, kar ste zdaj rekli, ne, v zdravstvu pa imamo druge probleme, imamo čakalne vrste, vidimo zdravnike, ki delajo v javnem, v zasebnem, so koncesionarji in oni pravijo, ne, na vladi, predvsem pa zdaj poslanci, ki so sprejeli še ta dodaten del, mi s tem rešujemo javno zdravstvo, mi s tem krajšamo čakalne dobe, zato zdravnike postavljamo morda v malce drugačen položaj kot vse ostale v tem javnem sektorju, ker je reševanje tega problema pač drugačno, ker so težave drugačne. Reševanje je drugačno, problem je drugačen, težave so drugačne, ampak to še ne pomeni, da je reševanje pravilno, tako kot so se ga lotili. Mislim, da sem že prej nekako nakazal to smer. Torej, pot, ki so jo izbrali, jaz se bojim, da vodi v še poslabšanje stanja v javnem zdravstvu in v končni posledici do njegovega propada. In tega se bojim, jaz sem končno zdaj v tisti starosti, ko bom potreboval zdravstvene storitve. Tu pa smo priča, da ne vem, ali se zavedajo, če se zavedajo, je še toliko hujše, resnem ogrožanju javnega zdravstva. Skoraj bi lahko rekel demontaži javnega zdravstva. Ker jaz sem popolnoma prepričan, zaradi enotnega plačnega sistema v javnem sektorju bodo zlasti, jaz mislim, celo ta najbolj produktiven del zdravnikov, torej zdravniki, ki so nekaj let po specializaciji, recimo tam po 35. letu pa do 55. ko glede na sistem plač v javnem sektorju še ne napredujejo toliko,
Seveda bi pa radi svoje znanje unovčili. Oni morajo v tem delu življenja, a veste, zdravniki zelo dolgo študirajo in znanje pridobivajo in šele potem ga lahko začnejo izkoristiti za to, da pridobijo neko premoženje, končno tudi sej. Bojim se, da bodo mnogi razmišljali, kje se jim splača bolj biti. Zdaj, ali bo to povzročilo eksodus ali ne, bomo videli. Jaz se bojim, da ravno ta najbolj produktivni del in najbolj perspektiven del, ker so še mladi, polni energije, bo najbolj, kako bi rekel, nagnjen temu, ali da gre v tujino, ali da gre v zasebni sektor, ki se bo potem vedno bolj krepil. Krepil se bo pa tudi s tem, ker bo storitev javnega sektorja vedno slabša in bodo ljudje vse bolj prisiljeni iti v zasebni sektor. In to je moj strah. No. Jaz sem zagovornik javnega sektorja v zdravstvu, ampak javni sektor v zdravstvu mora delovati na ekonomski računici, tudi v razmerju do Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ja, nekaj je ta ekonomska računica, potem imamo ta človeški faktor, ki je zelo pomemben, ne, prav to, kar ste zdaj sami rekli, odhod zdravnikov, pomanjkanje, morda tudi premalo motivacije, o tem sem govoril tudi v prejšnjem podcastu z profesorico ekonomije, ki vsa ta leta spremlja, pa tudi zdravnico. No. Vi pa kot pravnik morda še eno vprašanje, tudi ko so ta zakon pripravljali, ne, je pravna služba Državnega zbora večkrat rekla, ne, to ni v redu, to pravno ni izvedljivo. In vas moram vprašati, v 90-ih letih, ko ste praktično orali ledino tudi za ta pravni del naše države, a ni ravno v tem poanta pravne službe Državnega zbora, da če tam neki pravniki rečejo, poglejte, to je treba spremeniti, da je treba potem to spremeniti, ali sam to narobe razumem? Ne, čisto prav razumete. Čisto prav, zato ima Državni zbor svojo zakonodajno pravno službo in tam to niso neki pravniki, tam so pravniki s državnim pravniškim izpitom, kar z nekaj izkušnjami, zlasti z tega zakonodajnega področja, ki je precej specifično, in njihove opozorila je treba resno imati. Tukaj jaz sem gledal to mnenje na ta zakon, ima več 10 strani, zelo kritično, že od samega začetka. Mislim, a veste, spisali so spremembo zakona, ki spreminja zakon v temeljih. In to ni nomotehnični pristop, ki bi bil sploh sprejemljiv. Glejte, v času, ko sem bil še v politiki, sama osamosvojitev je bil pravni proces. Mi smo vse utemeljili na pravnih aktih, začenši z plebiscitom, začenši z temeljno ustavno listino, ustavnim zakonom za njeno izvedbo in potem zakonodajo, ki smo jo v relativno kratkem času pripravili in ji postavili temelj osamosvojitve. In gotovo smo v tistem procesu, kot že rečeno, ta je res temeljil na pravu. Resno imeli pravo. Morda ne socialističnega prava, toliko to drži, mi smo gradili nov pravni sistem na novi ustavi. Ampak kakšen je pa potem danes ta pravni sistem, da v resnici te osnove, ko se greš zdravstveno reformo, ki mora seveda odgovarjati pravnim normam, pa potem človeškim, finančnim, tako preslišiš, pa zdaj lahko midva bolj upravni govoriva, že pravno osnovo. Ja, to ni bilo neznanje, se so bili jasno opozorjeni. Dobro, si ne rečem, da čisto nobenega opozorila niso upoštevali, so jih kar nekaj, kolikor sem lahko ugotovil. Nekatere celo, recimo, to posebno davčno obravnavo. Ja, ta je iz pravnih razlogov nesprejemljiva, da bi pa ravno te podjemne pogodbe med zaposlenimi zdravniki v javnem sektorju pa davčno obravnavali drugače, pa zakaj pa? Mislim, to je popolnoma nesprejemljivo. Načelo enakosti na področju davkov je zelo visoko in pomembno načelo. Pa tudi še druga nekatera opozorila so upoštevali, ampak temeljnih pa ne. In prav na tem področju, to je ta 53C člen, ki je najbolj pomemben, ki vse te omejitve uvaja, tu
tega niso praktično nič spremenili, kolikor sem lahko videl. Nisem tako zelo natančno spremljal, ampak jedro je ostalo. Morda še pod vprašanje, kaj se potem zgodi, če tak zakon vendarle dobi zadostno podporo? Kaj to pomeni praktično za nadaljevanje vsega izvrševanja takšnega zakona? Sej gotovo bo več poskusov postopkov pred ustavnim sodiščem. Zdaj, koliko bodo uspeli, jaz mislim, da glede nekaterih stvari je šel zakon bistveno preko ustave, zlasti glede omejevanja svobode dela zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Torej, gre za ves krog zaposlenih v zdravstvu, ne samo za zdravnike, čeprav je ves čas so tarča zdravniki, ne, seveda. Gotovo je šel predaleč glede omejevanja svobodne gospodarske pobude v koncesionarjev. Najbrž bo še kakšna druga določba izpodbijana glede koncesijskih razmerij, ampak mislim, da temeljni točki sta ti dve, kjer bo moralo ustavno sodišče odgovoriti, ali je dopustno iz ne prav zelo dobro obrazloženih razlogov tako hudo poseči v svobodo dela. Zdaj, to je eno od vprašanj, ker že tam, kot že rečeno, pri veljavnem zakonu, ki mnogo je blažji, so kar precej se razpisali o tem, da je to še sprejemljivo. Ja, če jim uspe, bomo imeli zdravstveno reformo, s čimer se bodo pohvalili, če pa naprimer ne, imamo pa še eno izgubljeno vlado in izgubljeno tudi zdravstveno reformo. Kako vi kot pravnik, kot nekdanji politik, kot aktiven državljan, se vendarle oglašate pri pomembnih stvarih, vidite to našo smer tudi družbe, države, ko se nekaterih stvari, ki so nujne, da se spremenijo, lotevamo, se ne vem, katera bi bila prava beseda, nerodno, narobe, brez konsenza morda, kaj pa vem. Dobro, sej nekatere stvari se nekako normalno. Pogled, recimo urejanje prometa, pa urejanje rabe alkoholnih pijač, kjer ne gre za tako ideološka vprašanja, se iz vlade v vlado vendarle dovolj normalno obravnava in izboljšuje ureditev. Problem je pa seveda, so pa tiste ureditve, ki so lahko zelo interesno nabite, sporne, ampak to samo po sebi še ni problem. Temeljni problem je, ko se, tako kot ta zdravstvena reforma, vzpostavi en ideološki koncept in se potem na ta ideološki koncept oblikuje reforma. Jaz mislim, da je isto z enotnim plačnim sistemom v javnem sektorju, tudi tam je nek ideološki koncept, vsi moramo biti enaki v javnem sektorju in ta dva sta celo med seboj povezana, veste, ampak zdaj, pri čemer seveda nekateri od svojih ideoloških dogem niso pripravljeni odstopiti. Sej, jaz se strinjam, gotovo je treba boljšo ureditev zdravstvenega sistema. Po moje sistem plač je pa treba omejiti samo na administrativno polje, torej na državno upravo lokalnih skupnosti, ne pa na storitvene dejavnosti, kot so zdravstvene, izobraževanje in podobno. Zdaj, veste, te koncepti so problem, ne? Koncepti, ki potem ideološko vodijo neko urejanje področja. Zdaj, pri zdravstvu je pa še poseben problem, da je to ne samo, da ni bilo v sodelovanju z zdravniškimi organizacijami, ampak je izrazito v nasprotju z njimi. Našli so samo neke posameznike, ki so pritrjevali temu, medtem ko, veste, če izjavo proti zakonu podpiše pol zdravnikov v Sloveniji,
Ja, pa jim ne gorijo vsi zvonci. Pol jih pa, na primer, se ni oglasilo. Ne? Sej to je Ja, dobro, pol se ni oglasilo, ampak oni mislite, da podpirajo, oni se niso oglasili, da podpirajo. Pol jih pač ni podpisalo. Se veste, mnogi ljudje so bolj zasebne narave in pač niso pripravljeni oglasiti. Tako da jaz mislim, da je to problem, ne? In to seveda je problem pol iz vlade v vlado, ne? Enkrat ima ena vlada tak pristop in v 4 letih ne narediš kaj dosti, ker zadnje leto je izgubljeno. Prvo leto se pa še loviš in pa v resnici sta 2 leti vmes, ko se da kaj zares narediti. Tako da, ja, tu sem malo zaskrbljen, ker recimo lahko opazujemo majhne države, ne, kako ne bijajo takih strašnih političnih bitk, recimo Danska, Belgija. Belgija je svojevrsten problem zaradi valonskega in flamskega področja, ampak tudi še manjše države, no tiste so že pol žepne, ampak Danska je gotovo lahko en primer, kjer ne bijajo političnih bitk onkraj razumnih meja. In potem seveda lahko neke procese reforme, spreminjanja družbenih sistemov vodijo relativno usklajeno, tudi ko pride neka druga vlada. Torej, jaz mislim, da je izvor pač še vedno v tem, da v politiki imamo še vedno to dojemanje, ki pravzaprav je nadaljevanje državljanske vojne v Sloveniji. Ni ga še konec, no. Moj profesor je rekel, ja, državljanska vojna je končana, ja, samo duh njen je pa ostal in tu živi v politiki. Dobro ste me zdaj izvali. Ta duh smo zopet slišali na celjskih ulicah, naprimer pred celjskim sodiščem. Tam je na sodišču znova politiki iz časa, ko ste naprimer skupaj še reševali problem osamosvojitve, ne? In slišali smo, to so montirani procesi, to so podobni procesi kot iz leta 1945, krivosodje, in temu so pritrjevali tudi mladi politiki iz vrste SDS-a. Zato morda zdaj to vprašanje, ja, lahko pričakujemo, da se karkoli spremeni, če pa ima naprimer en del politike tudi do nekih temeljev naše države, to vendarle v pravu zdaj govoriva, ne, in to pa je sodišče, takšen odnos in pod vprašanje, če ali ko bi bodo prišli na oblast, vemo, kaj torej čaka to vajo oblasti, ne? Saj zdaj vidimo, kaj se dogaja naprimer na ulici. Je tukaj kakšna rešitev? Ja, rešitev mora biti, ne, sej. Ampak sam je pa ne vidim, ne? Ne bomo kar dvignili roke. Najprej to razgrajanje tam na ulici v Celju je nesprejemljivo. To ni izražanje svobode govora. To je sovražni govor proti sodišču, poskus vplivanja na sodišče. In jaz menim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Zdaj seveda, kje in do kam se to nekako še tolerira, jaz to označujem kot nesprejemljivo. Zdaj, kakšne ukrepe bi se dalo tu sprejeti, gotovo mora tudi sodstvo biti odporno proti takim pritiskom, ampak to je nezakonit pritisk na sodišče. Zdaj, kje pa izvor? Seveda izvor pa je, glejte, z Janezom Janšo sva skupaj takrat delovala. Ampak on je nekako ostal v tistem duhu osamosvajanja, ki je bil pravzaprav izhajal iz te državljanske vojne, ki se je žalostno bila med Prvo svetovno vojno znotraj Slovenije. Svetovno, sam da popravim. Pardon, Drugo svetovno vojno, ja se upravičujem. Ampak in seveda njegova politika v nadaljevanju je preveč pod tem vplivom. Vsaj on zdaj govori o kulturnem boju, ki ga je treba dobiti, ja pa za božjo voljo kulturni boj smo bili v času prav te državljanske vojne. Pa jaz bi rad ustvaril tu normalno družbo, ki ne bo pod tem ideološkim vplivom, pa lejte, tudi levi ideološki vpliv še preveč
daleč preveč živi v Sloveniji. Ker je tu 50-60 let socializma, ki je povsem spremenil stanje duha. In ta vpliv, ki ga pravzaprav še najbolj pooseblja Janša, je treba izločiti iz politike. Oba. Tukaj vas spet izzovem, sami ste rekli, ker so bili takšni do mene v takšnih komentarjih, bom še sam povedal, ne, sam sem volilec desnice, volil sem na primer zdaj Goloba, ker sem verjel, da bo pa spoštoval pravno državo, pa sem globoko razočaran. Tudi to je nekaj, kar v Sloveniji dovoljujemo pač vsi, ne, ker imamo in leve in desne politike, ki že na začetku začnejo rušiti moč pravne države, tam se pa vse začne, ne. Ko greva pogledati zakon, če se ne spoštuje nekih pravnih norm, je ta zakon slab in nikamor ne pelje. Ampak oni se potrudijo, da to pravno državo pravzaprav razvrednotijo že takoj pri najmanjših stvarih, kjer bi se morda lahko končalo, ne? Ja, seveda. Torej, glejte, pravna država, spoštovanje prava je pravzaprav temelj družbenega sožitja. Če ni tega, potem družba zapade v anomijo, to pa je stanje popolnega kaosa v družbi. Zato seveda je treba že na prvih točkah, kjer vidimo, da bi lahko prišlo do erozije pravne države, to braniti. Vsaj jaz kot pravnik, to je moje prepričanje. Zato seveda bi želel in v resnici, ja, to je bilo moje upanje, ker, veste, Janševa vlada takrat, ko je bila sicer v res hudi situaciji, COVID je bila huda situacija, ampak ni spoštovala prava. Mnogo preveč bližnic, se vemo, koliko odločitev ustavnega sodišča je bilo, se niso bile vse njim nenaklonjene. Nekatere so jim bile naklonjene, ampak nekaj točk je bilo, kjer so šli bistveno predaleč in tiste sem kritiziral. To je nespoštovanje prava in to potem vodi v tisto, kar se je dogajalo, v anomijo. Upal sem, da bo drugače, ne? In zdaj vsej prve poteze so dajale, nekako potrjevale to upanje, ampak potem so pa prišli tisti dogodki v zvezi z stanjem na policiji, z čistkami, ki pa so spet ena in ista stvar. Sej to je tako kot tisti šali, ko vpraša popotnik tam plemenskega poglavarja, pa je tule pri vas še kaj ljudožercev, pa pravi, ne, včeraj smo pojedli zadnjega. Tako je potem tudi s tem duhom, veste, duhom političnega boja, ki se bije do konca, političnega boja, ki mora pomeniti čistke po vsem upravnem aparatu, ki je tudi kulturni boj, pa lejte, kultura cveti v tem, da so različnosti. In zakaj bi kulturni boj borili? Tega sploh ne razumem. In ravno to je seveda potem tisto stanje duha, ki nam onemogoča vzpostaviti normalno družbo. Zdaj, moje upanje so samo mlajši ljudje, ki nimajo, pa veste, to se kar malo deduje, ne? Zdaj te izkušnje, pa veste, končno v družinah tudi so bile travme, hude travme in potem te lahko še naslednjo generacijo, ki je bila rojena po vojni ali pa rojena še naslednjo generacijo, ker v bistvu zdajle so politiki, ki so potomci generacije, ki je bila rojena po vojni, torej že precej oddaljeni. No, moje upanje je, da bo postopoma to vodilo v normalizacijo slovenske politike in bomo pa videli. A zaključiva pri tem upanju? Se mi zdi, da vendarle je prav, da pozitivno zaključiva. Gotovo. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, hvala lepa za vaš pogled. Mislim, da premalokrat slišimo vendarle ljudi, ki imajo izkušnje, ki ste iz stroke, ne, vi ste vendarle ugleden pravnik in pa imate svoje mnenje in ga tudi delite. Zato se vam zahvaljujem za ta obisk v studiu. Jaz se vam pa zahvaljujem za povabilo in za zanimiv
pogovor z vami, končno. Odgovori so toliko dobri, kot so dobra vprašanja. Ja, ni težko v take družbi spraševati aktualnih stvari, samo če imamo čas, tako da hvala lepa. Hvala za povabilo ponovno. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami in verjamem, da ste dobili še drugačen pogled in upam, da ste si zapomnili vsaj tisto na koncu, kar je ključno. Ravno raznolikost daje tej družbi, pa tudi demokraciji moč, da gremo pač skupaj naprej, tudi če se kdaj ne strinjamo, brez kakšnih kulturnih bojev. Hvala, do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.